Kapler, lahko prosim predstavite projekt Zagraškega loga oziroma katere nove vsebine bo ta obširni park pridobil? Ja, zdaj v letu 2016-2017 je občina pridobila še oziroma odkupila od posameznikov še preostali del zemljišča, kar nekako vsebuje dobrih 7 hektarjev oziroma konkretneje 7 hektarjev pa pol, kjer je na voljo za uporabo tega parka, Zagreškega loga. Seveda ocenjujemo, da ta vsebina, ki je bila do sedaj, pomeni hiša, pa pod, pa to, da je zadeve premalo, zato smo se projektno lotili, s kakšno vsebino bi šli še v ta park. In nekako ideja je se porodila, da je za ta čas, ki je sedaj v času seveda vrveža, veliko bolezni, da je nekako smo začutili, da bi lahko z zelišči pa naredili dodaten preboj in smo nekako koncept naredili za zeliščarski center jugovzhodne regije. To zadevo smo tudi predstavili razvojnemu centru, kjer je zadevo zelo dobro akceptiral in seveda, kot smo dobili neko potrditev, da je to možno tudi sofinanciranje, smo se projektno lotili tega dela. Sedaj je v prvi fazi, da gasilci postavijo te visoke grede, v nadaljevanju napolnijo z zemljo in seveda takoj pomladi zasadimo prva zelišča. Se opravičujem, pravimo, da se Slovenci neradi ali pa premalo povezujemo. Vam je uspelo pridobiti k projektu kar nekaj partnerjev. Tako, mi imamo v tem projektu domača društva v Zagradu, to so Turistično društvo Zagrad in gasilsko društvo. Seveda pridobili smo tudi društvo Sonček, to je novomeški Sonček društvo ranljivih skupin, kjer bodo skrbeli seveda in se vključevali v ta zeliščarski center, kjer bodo lahko te gredice tudi oskrbovali. Seveda površina je velika, lahko bodo čistili gozd, seveda pobirali te vejice, seveda jih v nadaljevanju tudi dajali na kup in seveda veliko pestrega se bo dogajalo. Seveda potreba je pa tudi te zelišča posušiti, zato smo privabili firmo Bajt, kjer so nam naredili določene škatlice in seveda tudi določene, ko bi rekel, posode, kjer se bodo te zelišča seveda sušila in v nadaljevanju tudi pakirala. Pomemben objekt je tudi sam vhod v ta zeliščarski center, to je v samem centru Zagrada, kjer smo od gasilskega društva Zagrad za 25 let vzeli v najem, kjer bomo ta objekt preuredili. Ta objekt bo vseboval trgovinico, vseboval bo prostor, kjer bodo možna razna predavanja, seveda tudi izobraževanja in seveda tudi laboratorij in tudi pakirnica bo v tej stavbi. Ta finančni zalogaj bo zagotovo največji, nekje ocenjujemo 80 tisoč evrov in seveda z vso dokumentacijo in s pridobitvijo gradbenega dovoljenja se bomo to takoj v zimskih dneh zadeve lotili in nekako računamo, da bomo zadevo pripeljali v tej prvi fazi do leta 2019, to je september mesec. Tak imamo tudi nekak cilj, da bo ta prva faza v tej meri, ko smo se zastavili v projektu, tudi končali. Seveda imamo še smele projekte naprej, tu je možnost razvoja tudi širše, razvijanje turizma, možnost postavitve glamping male hišice, kjer bi bili lahko turisti tudi nastanjeni. Seveda želimo tu privabiti tudi tabornike, seveda skavte, skratka želimo se čim širše nekako ta park predstaviti in da bi čim širša množica začutila to mehkobo dolenjskih gričev in seveda doline in zdrave pitne vode, ki je ta park ima in seveda
daje možnosti zdravega življenja in kvalitetnega bivanja v tem prostoru. Eden izmed vidikov oziroma ciljev tega centra je tudi gospodarski vidik. Kako sprejemajo lokalni ljudje možnosti na tem področju? Večkrat poudarjam, da občina Škocjan je podeželska občina, da se ljudje še pretežno ukvarjajo s kmetijstvom. Seveda to osnovno kmetijstvo jim ne omogoča tistega standarda, ki bi pomenil dobro življenje, zato želimo nekako spodbuditi na tem podeželju, da tem kmetom, kateri bodo pripravljeni te zelišča vzgajati in seveda tudi v nadaljevanju sodelovati s tem zeliščarskim centrom, dodati neko dodano vrednosti k tistemu, če rečem, družinskemu proračunu. Jaz tukaj vidim tudi določeno podjetniško priložnost, seveda za vse tiste zainteresirane. Verjamem, da marsikdo je sedaj na začetku malce skeptičen do tega pristopa, ampak ko se bo stvar razvijala, zagotovo bo marsikdo videl to priložnost in seveda tudi pristopil k temu projektu. Hvala lepa. Prosim lepo. Hvala.